Pozdravljeni, sem Nataša Kukovič in za vas izdelam spletno stran, ki jo s ponosom pokažete svetu, njeni obiskovalci pa z užitkom in lahkoto uporabljajo. Danes že druga epizoda v seriji Vaša spletna stran od A do Ž in danes sem se odločila malo spregovoriti o tem, kdaj, v katerih primerih je pametno, da se izdelave spletne strani za svoje podjetje lotite sami in kdaj je to popolnoma neprimerno in boste to skoraj zagotovo obžalovali. Vem, da se ogromno podjetnikov in podjetnic loteva samostojne izdelave spletne strani, zato ker je pač ogromno reklamiranja o tem, kako so sodobna orodja super, duper za uporabo in kako so enostavna in da si vsak lahko postavi svojo spletno stran. Pa tudi razlogi, zakaj se nekdo raje loti sam delati spletne strani, so očitni. Prihrani se namreč denar, kar je za vas izdelava praktično brezplačna, vse imate pod nadzorom sami in pa ste neodvisni od kogarkoli, na katerega bi mogli čakati oziroma se na njega zanesti, da bo nekaj naredil in pa seveda se nekaj ful koristnega ob tem naučite. Ampak izdelava spletne strani vsekakor ni primerna za čisto vsakega podjetnika, podjetnico. Vsaj zavedati se pa morate, kaj vas čaka na poti do vaše spletne strani, da se potem lahko fiksno odločite, ali je to res nekaj za vas ali ne. In temu je dejansko namenjen današnji video. Pa kar spregovorimo o konkretnih faktorjih te odločitve, ali boste sami delali spletno stran ali ne. Zdaj pač prvo, kar morate razmisliti, je, koliko bo vaša spletna stran dejansko zahtevna. Zdaj, če gre v vašem primeru za neko izredno enostavno spletno stran, da je to res samo neka predstavitev in če se vam poklopijo tudi drugi faktorji te odločitve, o katerih bomo tudi govorili v nadaljevanju, je seveda odločitev za samostojno izdelavo čisto ok. Jaz sama pravim, če najdete vi neko predlogo, neko temo, ki vam dejansko predstavlja to, kar bi vi radi, go ahead, naredite si jo sami, pa če imate cajt, pa če imate voljo in tako naprej. Zdaj, te izredno enostavne spletne strani res lahko naredite sami. Čist druga stvar pa je, ko vi hočete, da bo spletna stran dejansko nekaj delala za vas, torej da bo to neka trgovina, učilnica ali ne vem, karkoli že. V tem primeru se pa stvari kar malo zakomplicirajo in lahko dejansko pričakujete kot laik, ki se na te stvari ne spozna, res ogromno težav na poti do zaključka vaše spletne strani. Tako da, zdaj, tudi jaz iz svoje izkušnje vem, da tudi mi izdelovalci, ko se nekaj učimo, ko smo začeli, je tudi nam trajalo ful časa, da smo se nekaj naučili. In včasih so kakšna orodja tako zahtevna, da lahko traja tudi pol leta ali pa 1 leto, da smo se jih mi naučili, pa smo iz foha. Še vedno se zgodi, da naletimo na kakšno orodje, ki ful traja, da se ga naučimo in ga potem uporabljamo. Ampak dobro, nam se to splača, ker vemo, da bomo to naprej tržili. Vi se pa malo vprašajte, koliko časa se vam splača vložiti v učenje nekega orodja. Zdaj, je pa še stvar, če slučajno hočete nek zelo specifičen dizajn tudi, torej prej sem rekla o funkcionalnostih, če hočete nekaj posebnega, če hočete nekaj več, da nekaj spletna stran dela za vas, bo malo bolj zahtevno, in pa če hočete nek specifičen dizajn, za katerega ne najdete nobene predloge. Zdaj, načeloma seveda so urejevalniki, v katerih lahko vi delate svoj dizajn po meri, ker tule govorimo zdaj o custom dizajnu, če ni nobene teme, ki bi delala, ki bi izgledala točno tako, kot vi hočete. Zdaj, lahko se vi lotite nekega builderja uporabljati, popularni Elementor ali karkoli, ampak dejansko to so zelo dolge učne krivulje, da res prav naredite stvar, ker treba je malo gledati tudi na dolgi rok. Ne samo na ta trenutek, ko vi lansirate, ampak je treba pogledati naprej, da bojo stvari narejene prav. In ti builderji, ful so enostavni za uporabo, vsak jih lahko uporablja, vsak se lahko nauči, tudi vi. Ampak, a se boste naučili uporabljati prav, je ena čisto druga pesem. Zato, ker vseeno je treba imeti nekaj teoretičnega znanja iz programiranja, iz raznih tehnologij na spletu, da lahko stvari postavite resnično tak, da je prav, da ni pol spletna stran kar naenkrat počasna, da se ne sesuvajo stvari, da se med sabo ne tepejo vtičniki in tako naprej. Tako da tu pač, zdaj, če ni neke teme, je pač treba v custom dizajniti in se morate vi odločiti, da boste toliko časa in truda vlagali v to, da boste stvar naredili v redu. Torej,
če je vaša spletna stran res full simple predstavitev in mogoče samo da imate še kak blog zravno in vam v tej fazi ne gre za nek full hud, ekstra specialen dizajn, pravim, ja, naredite si spletno stran sami. Druga stvar, ki jo morate upoštevati, ko se lotevate izdelave, neke samostojne izdelave spletne strani, je čas, ki vam ga bo to vzelo. Zdaj, jaz nekako govorim iz nekih izkušenj ljudi, s katerimi sem v stiku, takimi bila, da so si sami delali spletno stran in so se mogoče potem obrnali name ali kakorkoli, iz pogovorov in tako naprej. Lahko da, seveda, to ni univerzalno pravilo, ti časi, o katerih bom zdaj govorila, niso univerzalni, lahko vi razpolovite čas, lahko vam pa traja 5-krat dlje, kot bom zdaj rekla, ampak nekako iz mojih podatkov je to neka statistika. Zdaj, prva stvar je, da se morate vi morate prvo ugotoviti, kakva mora biti vaša spletna strana. Zdaj, dobro, to mora tako ali tako vsaka, tudi tisti, ki bo imeli izdelovalca, nekako morajo sami razmisliti o tem, ne rabijo pa razmišljati seveda o tem, katera orodja se bojo za to uporabljala. Vi pa morate dejansko sami razmisliti, katera orodja, katera kombinacija orodij bo vam omogočila to, kar vi hočete. In zdaj, že sam ta proces iskanja orodij, ki jih boste uporabljali, vam lahko traja tudi do enega meseca, pa še ne morate biti ziher, da boste izbrali. Prav zato, ker enostavno nimate izkušnje z nobenim od teh orodij. Zdaj, pri tem imate pač opcijo, lahko vi greste na suho raziskovati, ne preizkušate, lahko greste pa korak dlje in dejansko poskušate, kar se le da, v praksi sprobati in potem pač videti, kaj je za uporabiti in kaj ne. In zdaj, če greste na suho, ste res lahko v enem mesecu mogoče konc, zdaj, če je to neki simple stvar, ste v enem tednu že konca, da se razumemo. Ampak zdaj recimo, če govorimo mogoče kaki osnovni trgovinici ali pa kaj takega, vam lahko en mesec traja, da nagruntate neke osnove, da sploh veste, kako začeti, pa tudi tisti, kje je zdaj sploh začeti, kam naložiti spletno stran, kaj z gostovanjem, kaj z domeno in tako naprej. In ste že tule na začetku, lahko traja en mesec, da vi nekako vzpostavite okolje, kjer pol sploh začnete postavljati, pa oblikovati stvari. Pol je v bistvu učenje te teme oziroma builderja, karkoli pač bi izbrali za izdelavo in pa vse te vtičnike, ki jih boste dodali za kakšne funkcionalnosti, pač seveda je tu spet vse odvisno od tega, koliko je tega, ampak za neko trgovino recimo bi avtomatsko rabili pol še dodatni mesec, da se naučite uporabljati builder, pa da se naučite uporabiti samo spletno trgovino recimo, ali kakorkoli. Zdaj pač trgovina je najpogostejša, zato mi je najlažje uporabljati v primeru. Potem, po teh 2 mesecih, je pa še dejanski čas, ko vi dejansko postavljate stvari. Zdaj, zakaj je pomembno, da ločite raziskovalni proces, učni proces od izdelave? Zato, ker to pa čisto iz svojih izkušenj vem, iz svoje prakse, ko vem, še zdaj včasih moram nazaj na kak projekt, ki sem ga v štartu naredila in popravljati kaj, kar nisem pravilno naredila že na začetku. Enostavno zaradi pomanjkanja izkušenj. Enostavno je tako, če se učiš med tem, ko delaš, torej dejansko postavljaš spletno stran in se takrat učiš, se ful pogosto zgodi, da delaš, ogromno narediš in potem priješ do neke točke, ko ugotoviš, da to je vse narobe. In potem imaš vedno možnost izbire, a dejansko vse pač zbrišeš, kakorkoli, greš znova narediti, ali pa pač nekako zdržiš s tem, kar je, zdaj govorimo o funkcionalnosti, mogoče nekako na drugačen način včasih lahko zastaviš neko stvar in kasneje ugotoviš, da bi jo lahko pa bolje. In pol enostavno zaradi izgube časa ne gremo popravljati, ne gremo to na pravi način narediti. To zdaj jaz ne govorim o tem, da imate rumene gumbe, pa se pol spomnite, da bi imeli oranžne, nima to zdaj veze, ampak gre za način izvedbe funkcionalnosti nekih, tudi dizajnov seveda, kako postavitev, kako doseči, da bo pač nekaj stalo na način, kot hočemo. Vedno je pri izdelavi spletnih strani 5, 10, 15 načinov, kako isto stvar narediti. In zdaj, kako izbrati tisti pravi način. In zdaj, bolj ko se v to poglobite, več časa vam to vzame in to lahko pomeni za izdelavo neke čisto enostavne strani, avtomatsko, ne vem, je lahko 2 tedna nekaj, kar bi neki strokovnjak postavil en dan.
Zdaj, v bistvu se vprašajte, koliko časa ste vi dejansko pripravljeni nameniti izdelavi. Zdaj v osnovi jaz pravim, če nimate vsaj 2, 3, 4 ure na dan, vsaki dan, se tega rajš ne lotevite, ker se bo enostavno projekt izdelave tukaj zavlekel, da lahko da boste obupali na sred poti, potem bo težko najti nekoga, ki bo nadaljeval tam, kjer ste vi končali. Vsak bo hotel iz nule iti, zato ker ne bo želel nadaljevati tam, kjer ste vi končali. Ali pa mogoče enostavno izdelek bo pol na hitrico narejen in ne bo to, kar bi moral biti. Tako da res, če imate ful časa, seveda, pa če se vsi ostali faktorji tudi poklopijo, seveda se lotite. Zdaj, kaj je zdaj razlika med temi, ki imajo dovolj časa, pa ne? Večinoma iz prakse vidim pač tisti, ki dejansko podjetij še nimate odprtih in v bistvu želite postaviti neko spletno trgovino za distribucijo nekih izdelkov, pa še nimate nobenih obveznosti, še ne rabite v bistvu zdaj služiti tako, V takih primerih se splača, če se vam ne mudi, če vi imate službo, recimo, pa imate 2-3 ure prostega časa na dan za to, da delate spletno stran, vam bo to res v veselje, boste bolj lahkotno pristopili in bo to šlo. Zdaj pa, če ste vi že v poslu in vi že nekaj služite in vi morate delati storitve za stranke, morate izdelati izdelke in tak naprej, je pa ful težko najti potem za spletno stran vmes čas in tudi če ga nekako na silo in pol vas to ful v stres spravlja. Tako da res razmislite, a ste pripravljeni riskirati ta čas ali bi rajš v tem času delali druge stvari. Če se hočete sami lotiti izdelave spletne strani, je nek osnovni pogoj to, da imate neko sposobnost raziskovanja, sledenja navodilom, da nekako v osnovi poznate ustroj spleta in so vam logične nekako vse stvari, ki se na spletu, na računalnikih dogajajo. Če se vam zakomplicira že, ko slišite besede, meni, klik, tab, nov zavihek brskalnika, inspector mode in ne vem kaj še vse, bo vaša pot do zaključka spletne strani zelo dolga in mučna. Torej, če se boste mogli učiti še take osnove tekom izdelave spletne strani, bo to tako mučno, da zagotovo ne boste do konca prišli. Pa nočem biti negativna, ampak to je res ogromno vsega. Če pa že v osnovi imate neki znanja, poznavanja, zahtevnejše uporabe spleta in so vam te stvari nekako logične, vam vedno na računalnikih vse lepo gre, ste vedno vi tisti, ki ljudem rešujete težave na računalnikih, na internetu in tako naprej, potem imate pa zelo dobre možnosti dejansko, da vam uspe. Zdaj, če pa nasplošno niste nek tehnični tip in niti ne marate, neki slediti navodilom in ne vem kaj, je pač verjetno brez veze, da se lotevate sploh izdelave spletne strani. Zdaj, če ste res tak tehnični tip in če vas veseli dejansko neko požiranje nekega znanja, če vas veseli tam klikati pa 2-3 ure na dan sedeti za računalnikom, pa le lotite se, ker to za takega, če ste ful tehnični tip, bo pa to ful pozitivna, bo ful dobra izkušnja in nikoli ne veš, recimo, to je taka stvar, ko če imaš talent za tako stvar, se jo lahko dejansko toliko naučiš, da lahko še komu mogoče potem pomagaš, in ti je še nek dodatni vir zaslužka. Tako da, jaz tako pravim, če vam je slabo v misli, da boste 2-3 ure mogli sedeti za računalnikom, klikati, raziskovati, pol definitivno se ne lotevati. Če pa ob tej misli na to sedenje za računalnikom zacvetite, pa go ahead, naredite si spletno stran. Naslednja stvar, ki se jo morate vprašati, je, koliko vi razumete psihologijo uporabnikov interneta in specifično psihologijo vaše ciljne skupine ali ciljnih skupin. Ko izdelujete spletno stran, se morate pravzaprav v vsakem trenutku nekako postavljati v njihovo vlogo in ne delati spletne strani iz svoje perspektive. Vi namreč spletne strani ne delate za sebe, vi jo delate za ljudi, ki jo bojo obiskovali, ki jo bojo uporabljali. In tukaj treba pomisliti na ogromno stvari, da ne delate napak, ki potem pomenijo dejansko manj konverzij, manj dogajanja na vaši spletni strani. Zdaj, seveda, v ogromnem številu nekih brezplačnih virov
lahko vi vse to zvete, ampak vaš proces učenja teh stvari zagotovo pri izdelavi vaše spletne strani ne bo toliko dolg, enostavno zaradi pomanjkanja časa, da bi naleteli na čisto vse informacije, ki jih vi rabite, da ustvarite res dobro uporabniško izkušnjo za svoje sledilce. Pomisliti je treba namreč na čisto vsako stvar iz različnih zornih kotov in iz perspektive obiskovalcev spletne strani. In zato je celoten proces izdelave spletne strani je na koncu neka kopica izbiranja optimalnih rešitev na vsakem koraku. Ves čas imate neke izbire in morate raziskovati, katera izbira je najboljša. In da najdete optimalno rešitev, morate vedeti, kako bo neka stvar delovala tudi v praksi in kako jo bodo ljudje sprejeli. Če tega občutka za izgradnjo te uporabniške izkušnje nimate, vaš izdelek po vsej verjetnosti ne bo izpolnjeval tistega cilja, ki si ga boste za spletno stran zastavili. Tudi če tehnično sicer vse ok deluje, če vi nekako uspete to vse postaviti in bo tudi zgledalo super duper, lahko da boste dali gor, da boste stvari postavili na način, ki pač ne bojo delovale, ki pač ne bo, ne delovalo v tehničnem smislu, ampak enostavno ne bo pilo vode. Zdaj pa še en zelo, zelo pomemben poudarek pri izdelavi spletne strani. Če ne znate angleško, se izdelave spletne strani sami raje ne lotevajte. Večina dokumentacije, večina vtičnikov, večina vseh orodij, ki jih na spletu najdete, je v 90% v angleščini. V slovenščini je izredno malo dokumentacije za izdelavo spletne strani, za uporabo teh orodij, ki pač jih ljudje uporabljajo, recimo WordPressa ali vtičnikov za WordPress, UX, karkoli izberete, povsod bo angleščina. Če ne znate angleško vsaj toliko, da nekako suvereno sledite video vsebini in razumete klik vsaj pa pač neke osnovne pojme, da boste lahko sledili, da se tega rajši ne lotevate. Teda to je res izredno pomembno. Zdaj, za konec sem pa pustila eno tako ultimativno vprašanje, ki bi moglo biti dejansko prvo vprašanje, ki si ga postavite, ko razmišljate o tem, ali bi spletno stran izdelali sami ali ne. Torej, vam je pomembno, ko se lotevate take stvari, da imate dejansko od tega koristene. In zdaj se vprašajte, ali bi v času, ki ga boste namenili izdelavi spletne strani, lahko vi izvajali svoje storitve ali izdelovali svoje izdelke in s tem zaslužili dejansko več, kot pa da investirate v izdelovalce za spletno stran. Če ugotovite, da je dejansko večja korist v vašem delu, kot v delu izdelovalca spletne strani, torej v tej investiciji, sploh nimate kaj razmišljati, se ne lotevajte sami izdelave spletne strani, vi se posvetite svojemu poslu in prepustite delu strokovnjaku. Tu sploh ni debate. Zdaj pač načeloma, ko gre za neke utečene posle, ki že služijo in vse, je seveda čisto logično, da oni lahko zaslužijo v tistem času veliko več, kot pa izdelovalec, ko dela. Ker zdaj kaj je še treba upoštevati? Vi boste recimo za izdelavo spletne strani, zdaj bom karikirano govorila, porabili 40 ur. Izdelovalec, strokovnjak, bo mogoče porabil 20 ur za isto delo. In vi morate vedeti, vi morate upoštevati, koliko lahko vi zaslužite v 40 urah in preračunite, a je dejansko potem sploh izdelovalčeva ura dražja od vaše. Lahko ugotovite, da se res dejansko ne splača, da sami to delate. Moram pa seveda še izpostaviti nekatere dolgoročne pomisleke pri samostojni izdelavi spletnih strani. Lahko se vam zgodi, da kljub vsemu trudu ne bo spletna stran ravno tehnično brezhibna in dobra. Vam pa bo posel začel s časoma tukaj laufati, tudi če vam zdaj še ne, da ne boste več imeli časa skrbeti za njo. Takrat se boste obrnili na nekega strokovnjaka, da bi prevzel vzdrževanje, vse tehnično, in ta strokovnjak mogoče ugotovi, da bi vzdrževanje vaše spletne strani prineslo več težav kot koristi in vam mora ali zaračunati ful visoko ceno za vzdrževanje ali pa enostavno zavrne vzdrževanje vaše spletne strani.
To vem, zato ker tudi tako sama jaz delam. Če so neke spletne strani, ki so jo podjetniki postavili sami ali ki so jih drugi izdelovalci postavili, jaz vedno naredim najprej analizo in potem ocenim, ali spletno stran sploh vzamem v vzdrževanje ali ne. Če gre za neke manjše pomanjkljivosti, ki jih je pač treba odpraviti, pač dam pogoj, če odpravimo to pa to pa to, če naredimo to pa to pa to, na tak način, kot je treba, bom vzela. Če pa je res spletna stran tehnično čisto adijo, pa vedno rečem, žal tega pa ne morem vzdrževati. Enostavno zato, ker mi imamo pač neke cene postavljene. In mi moramo tudi malo razmišljati na to, mi moramo misliti na to, da ne bomo mi pol vlagali 2-krat več dela v to, kot pa bomo za to plačani. To je čist osnovna ekonomska računica. In neke popolnoma neustrezno postavljene strani pač ne bomo jemali vzdrževanja. Zdaj nekateri so tukaj neodgovorni, jo jemljajo in vas potem, kljub temu, da plačujete vzdrževanje, za pol težavami pustijo same, zato ker pač rečejo, ja, to so pa težave odprej, to pa nas ne zanima. Zdaj jaz take politike nimam, jaz pač rajš ne vzamem v vzdrževanje spletne strani, če pričakujem težave, ampak lahko se pa tudi to zgodi. Zdaj, na dolgi rok morate tudi vedeti, če vi v procesu izdelave spletne strani stvari zastavite narobe, da jih ne zastavite ravno optimalno, ali pa vsaj približno optimalno, se lahko vam s časoma začnejo pojavljati neke ful grozne težave. Lahko je to v pol leta, lahko je to v 3 mesecih, lahko je to v 1 letu, lahko pa nikoli. To je spet, pač lahko se zgodi, lahko se ne. Zdaj, koliko boste tvegali. In ko se začnejo te težave, to vedno je tako. Ko se ena težava pojavi, jo rešiš, se pojavi druga, rešiš, se pojavi tretja. To je tako fula. Če so spletne strani, pač bom rekla, jaz uporabljam to izraz naklamfane po domače, če so naklamfane, kar tak neki nametano skup, pač težave bojo. Če ne drugače, ko boste hoteli neki co dodati, pa vam ne bo šlo, pa ne vem kaj, pa teme se začnejo kvariti, teme kar nehajo delati, nekatere, če ni v redu izbrana, izberete neko poceni temo nekje in pol imate ful probleme z njo, pol napačno kombinacijo vtičnikov uporabite neke vtičnike, ki se tepejo s temo ali vtičniki med sabo, in kako boste vi to ugotovili kot laik, ni to kar tako enostavno. Tako da, če delate sami, pa če niste 100%, da delate prav, je velika verjetnost, da bojo težave v prihodnosti. In lahko se zgodi, da bojo težave že ful hitro in boste pol vseeno najemali strokovnjaka po pol leta ali pa 1 letu, da vam bo vse naredil in je dejansko vse vaše delo šlo v nič praktično. Zdaj pa še ena je, zdaj, če si sami naredite spletno stran kao za začetek, je velika verjetnost, da boste po kakem letu ali 2 v vsakem primeru najemali strokovnjaka. Da vprašate se, a ste pripravljeni zdaj za leto 2 ful neki se ukvarjati s tem, da se naučite, pa pol najemati strokovnjaka. Ker zdaj, če jaz vedno tako pravim, če v štartu naredite sami, dajte potem vztrajati in bodite za svojo spletno stranjo ves čas sami. Oziroma pač, da je pod vašim nadzorom, da se ne spuščate v delo strokovnjakom. Če pa vi nameravate že zdaj, dejansko veste, da boste v prihodnosti ful razvijali stvari, dajte v štartu se povezati z enim izdelovalcem, ki vam bo to strokovno naredil. Ker enostavno bo en človek, ki bo imel vse čez, ki bo vedel, ki bo tudi zdaj razmišljal na vse, kar bo treba v prihodnosti dodajati in tak naprej. In se bojo stvari zastavile pravilno, glede na to, kaj boste vi čez 5 let rabili. Zdaj pač se odločate, da boste imeli stvar za 1 leto, pa boste pol investirali in s tem nekako sam zamaknete strošek. Zdaj, če je ful kriza, pa da res nimate, pa nujno rabite, ker je to spletna trgovina, da je seveda normalno boste naredili. Če pa se le da, je boljš mogoče včasih kak mesec počakati ali pa 2 meseca, pa takrat pol da delati strokovnjako. Zdaj pa bom še iz svoje perspektive povedala, kaj se meni zdi optimalna rešitev, če razmišljate o tem, da bi sami naredili, nimate ful denarja za investicijo, torej pač čisto iz finančnega razloga bi radi sami delali. Če je tako, je najboljše, da se lotite sami, ampak najdite si zraven osebo, ki vam bo za backup, če se vam kaj zalomi. Torej, investicija vseeno mogoče bo,
ampak boste bolj kot ne delali sami, nekdo vas bo mogoče usmeril tam, kjer se vam bo zataknilo, bo to neke minimalna sredstva boste vložili, ampak bojo stvari dejansko zastavljene tako, kot treba. In pa če bo kaj hudo zahtevnega, vam bo pač nekdo naredil oziroma vas usmeril v pravo smer, da boste stvari speljali prav. Teda, če se že lotite sami, pa če to ni samo neka enostranska predstavitvena spletna stran, ki niti ni mišljena, da bo zdaj rangirala v Googlu, ne vem kako grozno, če hočete fajn spletno stran, vsaj imejte nekoga, da vam pomaga. Zdaj pa seveda težko je najti nekoga zanesljivega. Zdaj, če vprašate moje stranke, one vejo, da zanesljiva sem, vedno pomagam, teda se lahko obrnete tudi na mene, če rabite neko svetovanje, neko usmerjanje, se lahko vse zmenimo. Ne glede na to, kako se potem videu odločite, a boste izdelovali spletno stran sami ali ne, jaz sem tu za vas, da vas podprem v obsegu, ki ga vi rabite. Lahko za vas izdelam, lahko vas usmerjam, lahko naredimo kak coaching, lahko vam skočim tam, ko se vam zatakne. To je to drugače za danes. Upam, da sem vam v bistvu olajšala nekako odločitev, mogoče izpostavila kak pomislek, na katerega niste pomislili prej, ali pa vas celo spodbudila, da se lotite izdelave sami. Jaz vas vabim, da oddate kak komentar, vprašajte me dodatno stvari, z veseljem vam odgovorim, pomagam, da pridete res do prave odločitve, ki je pol ne boste obžalovali. Naslednji teden, spet v sredo ob 10, pa spregovorimo o tem, kaj pomeni imeti spletno stran. Torej, ko govorimo o spletnih straneh, ki dejansko imajo nek cilj, ki morajo nekaj delati za vas, je pomembno, da se zavedate, kaj boste pa vi na dolgi rok morali za to delati. Ker imeti dobro spletno stran pomeni ogromno dela. Tako da upam, da se mi pridružite tudi naslednji teden in čau!